Jaz bi vse skupaj, predstavnike medijev, novinarje in druge, prav lepo pozdravil na naši prvi video novinarski konferenci. In na kateri bomo predstavili interventnega zakona, katerim želimo postaviti pogoje za povečanje samooskrbe s hrano v Sloveniji. Stališča bo Slovenska ljudska stranka predstavila preko nas štirih, torej še Franci Bogovič, podpredsednik Slovenske ljudske stranke in evropski poslanec, Rok Sedminek, predsednik Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki in Branko Tomažič, državni svetnik za področje kmetijstva in član Slovenske ljudske stranke. Vodoma, ker je danes materinski dan, najprej vsem materam in vsem, ki praznujete ta materinski dan in tudi praznik Marijinega oznanjenja, želim čestitam, voščim vse dobro in želim praznovanja. Kot rečeno, ko smo pripravljali, ko smo spremljali ukrepe, ki jih je bilo potrebno v zelo kratkem času interventno pripraviti, ki je pripravljala vlada, smo nova vlada lahko v imenu Slovenske ljudske stranke povem, da izrazito pozitivno jemljemo ukrepe na različnih področjih delovanja s ciljem ščititi ljudi in gospodarstvo, pa do kulture, vseh, ki so tako ali drugačne, so ali bodo prizadeti zaradi epidemije koronavirusa. Posebno pozornostjo smo spremljali ukrepe kmetijskega ministrstva, še posebej ukrepe na področju vprašanja kmetov in povečanja samooskrbe s hrano. Tu pa žal ugotavljamo, da ob nekaterih dobrih rešitvah, ki jih pozdravljamo, ki jih vključuje ta zakonodaja, ki je bila včeraj v prvem delu predstavljena, so tudi področja, ki zahtevajo bistvena dopolnila in spremembe in jih rešujemo tudi z našim predlogom interventnega zakona. Izhajamo tu iz prve črke abecede tega principa zdrave kmečke pameti, da kdor ne seje, pač ne žanje. In zato menimo, da je izjemno pomembno, da ta paket interventne zakonodaje, v katerem se jasno opredeljuje tudi pozitivno opredeljuje do pomena povečanja samooskrbe s hrano, je pomembno, da vključuje ukrepe, ki bodo kmete zdaj ob začetku rastne sezone stimulirali, spodbudili k čim večji pridelavi, k setvi pšenice in drugih krušnih, k povečanju pridelave zelenjave in drugih kultur, ki so v Sloveniji izrazito deficitarni. Ta del je, torej, ko gre za povečanje samooskrbe s hrano, je žal premalo ambiciozen in tudi premalo neposredno v tej zakonodaji. Kot rečeno, pozitivni naravnanosti in tudi prepričanju, da je tudi kmetijsko ministrstvo kot vsa druga skušajo reševati probleme, ki se zdaj pojavljajo, na katere še lahko računamo tudi zaradi problematike koronavirusa, želimo vendarle biti odgovorni, tudi upoštevaje izkušnje dobre in slabe iz preteklosti. In sam naj tu posebej omenim sistem SRIP, strateško razvojno-inovacijskega partnerstva, ki je v preteklih letih namenjal zelo velika finančna sredstva različnim področjem, med drugim tudi na področju kmetijstva za zagotavljanje trajnostne pridelave hrane, ki pa je žal zaradi neustreznega pristopa imel zanemarljivo majhne pozitivne učinke na povečanje trajnostne pridelave hrane. Kot rečeno, želimo s tem interventnim zakonom, ki ste ga vsi novinarji in vsi drugi tudi prejeli preko mailov,
je pa tudi predstavljen na naši spletni strani sicer. Posredovali smo ga tudi vladi. Želimo rešiti del teh problemov in upamo, da bo v naslednjih korakih v večji meri, da bodo ti ukrepi vključeni tudi v predloge vlade, ki naj bi jih preko parlamenta potrjevali že do, kot je predvideno, že konec tega tedna. Jaz uvodoma pa bi dal besedo Franciju Bogoviču. Zvočnik. Zvoli, Franci, se slišimo? Zdaj se slišimo, ne? Ja. Pridružujem se besedam predsednika Podobnika, da podpiram ukrepe vlade, ki mislim, da gredo v pravo smer, tako na eni strani v boju za zajezitev same epidemije in mislim, da so ti odločni ukrepi potrebni. Prav tako pa tudi z interventnimi zakoni, kjer se poskuša omiliti posledice, ki so direktne posledice krize. Mnogo sektorjev je bilo zajeto, delno tudi kmetijski sektor, najbrž je še tu pozabljeno na kakšna področja, kot so, ne vem, kmečki turizmi, vinarstvo in podobno, vendar delno je to področje zajeto, kot je dejal Marjan. Sam pa tudi, ker sem sodeloval pri pripravi tega zakona, ki ga pripravlja SLS, pogrešam zdaj ta drugi proaktivni del, v katerim naredimo korak naprej, da popravimo samooskrbo v Sloveniji. Zagotovo je to ena možnost, sam interventni zakon, drugo pa to, kar sem tudi sam prepričan, poseg v sam program razvoja podeželja in v času, ko je pravzaprav smo na začetku setvene sezone, intenzivno razmisliti, kaj podpreti zelo na hitro, da bi lahko povečali pridelavo v posameznih panogah, kjer je Slovenija samooskrbnega vidika zelo podhranjena. Zagotovo je tu prvo v vrsti zelenjadarstvo. Prihajam iz območja, kjer se pridela zelo veliko zelenjave in poznam, v preteklosti smo gradili namakalne sisteme, da bi lahko z eno aktivno akcijo v tem trenutku lahko zelo povečali pridelavo zelenjave že v letošnjem letu. Del virov bi lahko našli zagotovo tudi v programu razvoja podeželja. Zagotovo so razmisleki še v drugih deficitarnih področjih. Držav strano, to se sedaj pokazalo. Majhanje po določenih dobrin. Ukrepi, ki jih predlaga vlada in kar se napol podpiram, vedno predlagam, da se dopolnijo in omogočijo večjo pridelavo in rešijo težave po panogah. Zdaj se, da vse panoge ne bodo prizadete, kmetijska gospodarstva vključiti enaka merila kot za gospodarstvo in samozaposleni. Zaradi nizkih odkupnih cen pridelkov, nesorazmerij v verigi, zaradi neekonomske cene je določena pridelava stagnirala, to mislim predvsem zelenjava, sadje, krompir in je trenutno v pomanjkanju. Slovenski kmet je razvojno, tržno in tehnološko usmerjen in prebrio lovskemu kmetu. Odkupna cena tista, ki privočuje pridelavo ali da zagotavlja. Hvala lepa, Branko. Zdaj pred bi dal za vprašanje dodatno, bi jaz še par misli dodal. Lejte, ko se postavlja vprašanje samooskrbe, si kdo reče, pravzaprav, kaj to rabimo. In v zadnjem obdobju, če smo zahodili v slovenskem prostoru in tudi širše, je veliko več kot o samo do te bolezni, več kot o samooskrbi govorimo o preskrbi s hrano. V čem je temeljna razlika? Mi imamo lahko v Sloveniji 100% preskrbo s hrano in jo 100% uvozimo iz tujine in bo na videz vse v redu. Ko se bo pa meja zaprla, bo pa ta oskrba nič, če jo ne bomo nič doma pridelali, in seveda jo ne bomo imeli, bo pa lahko tudi lačni. Slovenija je v stanju v nekaj letih zagotoviti preskrbo domačega prebivalstva preko samo oskrbe s hrano. Seveda ne z vsemi, tukaj ne bomo pridelovali banan in tako naprej, imeli pa bomo dovolj vrst vseh osnovnih živil, da bomo lahko kakršnakoli krizna obdobja preživeli. In zdaj samo navezal na enega od izrazito pozitivnih ukrepov vlade in ministrstva za kmetijstvo, kjer je pa izvedbo vprašljiva. Predlagan je, kar izredno podpiramo, način, da bi javni zavodi, torej šole, vrtci, bolnice, domovi za starejše, 80% hrane
imeli v svoji prehranski strukturi lokalno pridelane slovenske hrane. Kaj je tu problem? Že sedaj, ko je samo 20% mimo javnega naročanja, marsikaj reče, tudi za 20% nimamo ponudbe. Kot so že prej kolegi rekli, če ne bo ustrezne stimulacije, če ne bo pogojev, da imaš ti zagotovilo, da boš vsaj približno po neki ustrezni ceni lahko prodal, pokril stroške in lahko od tega živel, potem seveda te proizvodnje ne bo. Zato smo imeli ta naš predlog vključil tudi sistem, ko smo ga nekaj videli v Belgiji, na Nizozemskem, v katerih drugih izrazito urejenih državah na tem področju, da se, to je naš predlog je, da se med drugim postavi logistični center, tržnica za izključno lokalno pridelano slovensko hrano. Najprej ena, večja, velika, centralna v Sloveniji, potem lahko še katera druga, kar pomeni, da bi vsaj 5000 kmetov v tem trenutku, vsaj 45 zadrug, ki se tako drugače s tem ukvarjajo, na enem mestu lahko ponudila celotno slovensko ponudbo, jutraj od 4 do 7 ure in tam na 100 malih trgovin, gostincev in tako naprej prevzemalo to hrano za svoj nadaljnjo uporabo, od 6-7 ure do 3-4 popoldne bi bila tržnica, klasična tržnica, ampak izključno slovensko hrano, od 4 ure naprej bi pa vse, kar bi tam ostalo, pa nekaj 100 šol, vrtcev, bolnic in tako naprej, prevzelo za kakovostno domačo slovensko hrano za porabo v svojih kutih. Imamo kompletni predlog pripravljen. To je del tega sistema, ki ga predlagamo z našim interventnim zakonom. Budem izrazite na obžalovanje, da pravzaprav nismo imeli možnosti, da niti nikjer predstaviti. Predvsem pa imamo tudi, da je relativno velika strah pred tem, da bi se morali soočiti s temi predlogi. To so predlogi, ki so izhajajo, mislim, da je 18 ljudi nas je delalo v dober teden, izhajajo iz domačih in predvsem tujih dobrih praks, v kateri so neposredno delali v svojih okoljih, kar predlaga ta zakon. Bomo zelo veseli, če bo možno soočenje mnenj z ministrstvom za kmetijstvo, drugimi predstavniki vlade in enega, kot rečeno, podpiramo ukrepe vlade v veliki večini področjih, kjer so bile predstavljene, tudi tisto pozitivne na področju kmetijstva, področja povežanja samooskrbe s hrano, pa želimo, da se naši ukrepi vključijo in se s tem že v letošnjem letu bistveno poveča samooskrbo s hrano, v nekaj letih pa se lahko najmanj prek letih pa je lahko zagotovljeno 100% pokritje potreb, lahko kakršno koli krizo Slovenija preživi, tudi če je v celoti za to zaprte vse storitve. Zdaj pa, če je kakšno vprašanje, spoštovani novinarji. Ja, seveda se pojavljajo različna vprašanja. Če smem bi vprašal Milan Skleder na tej strani, malce na spletni strani Slovenske ljudske stranke sem zasledil tudi to, da ste se vključili v nabavo mask, razkužil in takih stvari. Zakaj nam lahko malce pojasnite? Ja, torej, mi smo bili v času, ko je izbruhnila ta epidemija, že kmalu na začetku, ko je zmanjkalo predvsem razkužil v slovenskih lekarnah, naprošeni strani naših članov, če lahko pač kakorkoli pomagamo, in smo se zelo hitro organizirali in dejansko zagotovili, da je zdaj dovolj teh razkužil, in smo tudi navedli, da so na razpolago članom Slovenske ljudske stranke in tudi drugim najbolj ogroženim, torej socialno najšibkejšim in tistim, ki so po kriterijih zdravstvenih najbolj ogrožene skupine ljudi zaradi izbruha koronavirusa. In seveda mi nismo trgovina, to dajemo brezplačno, smo pa seveda veseli, če je kakšna pripravljenost za kakšne prostovoljne prispevke stranki za to in siceršnje delovanje.
Prav tako pa, kot so se obrnili na nas, recimo iz Tolminskega, Bovškega, ker je prišlo do problema, da niso mogli prodati 700 jagenčkov, ker italijanskih kupcev zaradi zaprtja meje ni bilo. Smo najprej poskušali preko blagovnih rezerv in ministrstva, ker pa tam niso uspeli tako hitro odreagirati. Smo se tudi organizirali in z veseljem povem, da so se naši ljudje odzvali in praktično pokupili, še nekaj je na razpolago in s tem omogočili, da bodo ljudje tam na Tolminskem lahko normalno prodali to, kar so zredili. Mi ocenjujemo, da je v takih kriznih razmerah pomembno, da samo iniciativno delujemo, kot je bil tudi poziv strani vlade in drugih pristojnih, in da tako kot naši člani in drugi skrbijo za nas, da lahko delujemo v normalnem, mirnem času, je prav, da če imamo možnost, da njim in tudi vsem drugim pomagamo v takih izredih. Se pravi, da se aktivno vključujete v problematiko, v katero je zapadel tudi kmečki živelj v zvezi s slabo prodajo, z nemožnostjo prodaje na tržnicah, za vprašanje, kako je s tem. Seveda, ker zdaj v takih razmerah se ljudje obračajo, veste, slišali ste morda zasledili, da je bil mejni prehod Robič zaprt in obrnili se tudi na nas, pa smo tudi posredovali, pa še nekateri drugi so posredovali. Številni so zdaj iz različnih strank in iz različnih družbenih skupin. Je kaj pozitivnega v tem sicer težkem obdobju te bolezni, je to, da si ljudje bolj na nek način medsebojno pomagamo in jaz mislim, da bo to tudi ena pozitivna stvar, ki bo ostala tudi, verjamem, tudi za čas po bolezni. Tako, hvala lepa. Hvala. Še kakšno vprašanje, prosim? Če ni, na še kdo bi, če kdo želel karkoli od kolegov, karkoli dodati? Halo, mene slišite? Halo? Ja, Slišimo, Simon. Ja, zdravo, Simon Balažist tukaj iz TV Asa. Prej ste govorili, da je meja z Italijo zaprta. Pri nas v tem severovzhodnem delu imamo tudi mejo z Avstrijo zaprto, mejo z Madžarsko zaprto, pa mejo s Hrvaško zaprto. Edini, ki še lahko mejo prehajajo, so, bom rekel, naši delavci, ki delajo v Avstriji, pa še to ne vsi, ker precej film v Avstriji je zaprlo svoje vrata. Če samo povem, da v avstrijski Radguni so recimo ti hoteli, to je vse zaprto in ogromno naših ljudi je sedaj na čakanju tukaj v Sloveniji. Ampak nisem mislil v to smer stvari razpravljati. Prej ste vi, gospod Podobnik, rekli, da ne morejo prodati pač svojih izdelkov, ki so namenjeni v tujini. Jaz pa vseeno mislim, ko mi imamo domači trg, ki je trg, to je vseeno 2 milijona ljudi, in to je zdaj samo vprašanje, na kaki način povezati, se pravi, proizvajalce in kupce, na kaki način, da bodo ljudje to kupovali. Ker ti iz Avstrije, tukaj predvsem iz avstrijske Štajerske, njim je zelo pomembno, ker je njihova roba domača. Praktično tu na avstrijskem Štajerskem ni možno, da bi prodal svoje bučno olje ali pa svoje vino, kajti oni svoje cenijo. In na kak način morda vi vidite v prihodnosti, da bi po eni strani bila ustrezna ponudba, po drugi strani pa bi domači kupci kupovali to robo domačo? Ja, hvala lepa. No, en del odgovora je bilo že prej, ko sem povedal, kako v svojem predlogu interventnega zakona vidimo tudi stvari vezane na veletržnico, tržnice, logistične centre in tako naprej. To je brez dvoma pomemben del te kratke verige, kajti cilj je, da se vzpostavi kratka veriga od kmeta do potrošnika. In mi se zavedamo, da seveda mora tudi zadružna zveza in zadruge narediti svoje delo, Kmetijsko-gozdarska zbornica in nekateri drugi, ki imajo gotovo še rezerve, in verjamemo, da se bodo tudi v tem času še intenzivneje lotili nekaterih popravil. Predvsem pa mislim, da je pomembno, da smo povsem praktični. Mi smo bili pred časom z dr. Pohlevnom, Francijem Bogovičem in drugimi v Halozah, kjer smo sicer govorili o večji predelavi lesa na višjo dodano vrednost in tam so bili
tudi predstavniki Halos in nekaterih civilnih skupin in so rekli, lejte, tu je na stotine kmetov, ki bi z veseljem poleg tega za domačo porabo proizvajalo tudi za trg, ampak ob tem, da mora, če proizvede za 2000 evrov, imeti prav tako davčno blagajno in celo papirologijo, kot če bi proizvajal za 2 milijona evrov, seveda se za to nihče ne bo odločil. Zato smo mi predlagali ukinitev davčnih blagajn, vsaj za vse tiste, ki niso v sistemu davka na dodano vrednost. In jaz sem prepričan, da če bo vlada sprejela te ukrepe, jaz si upam tvegati na napoved, ki sem jo pred dnevi dal, ko smo naredili eno ekstrapolacijo oziroma eno primerjalno oceno, glede na to, kar smo naredili v enem ozkem krogu dela Bele krajine in dela Dolenjske, dodali na celo Slovenijo. Jaz si upam tvegati oceno, da če bi bili ti ukrepi, ki so v tem zakonu vladi sprejeti, in že za letošnjo rastno sezono dosegli vsaj angažiranje 5000 kmetov, ki bi ali povečali svojo proizvodnjo, ali pridelavo, prirejo, ali pa jo začeli na novo, in da bi dosegli vsaj 100 000 ton dodatne pridelave, ko govorimo recimo o deficitarnih vrstah zelenjave in še nekaterih drugih živil. Se pravi, to se da, ker to je zelo hiter učinek, ampak časa je izjemno malo. Morda je časa samo še 14 dni, recimo pri žitih smo že zamudili. Jara žita so v glavnem čas optimalni že šel. Pravi, če poleg ozimnih žit ni jarih žit, pomeni letos ne bo povečane preskrbe s pšenico. Pred leti, ko je takratni minister Smrkolj dal pobudo za to, da se je jeseni določilo ceno pšenice za naslednjo sezono, so tudi mnogi kmetje, ki jim pšenica ne pomeni glavne dejavnosti, se odločili, da so del hektarov svojih površin namenili za pšenico. In podobno je možno narediti na mnogih področjih. Ravno zaradi tega si bi izrecno želeli soočenja z nosilci te politike, s kmetijsko ministrstvo, s sekretarjem, predsednikom vlade, z ministrom za gospodarstvo, ki ima tudi pomemben vpliv ministrstvo za gospodarstvo, ko gre za vzpostavljanje teh kratkih verig. Pod ministrstvo za gospodarstvo sodijo blagovne rezerve. Blagovne rezerve bi morale zdaj vzpostavljati intenzivne, jasno, da zdaj v tem trenutku ne morejo, ker rešujejo akutne probleme in mi dajemo priznanje vsem tem, kako se trudijo, ampak to so vzvodi, preko katerih se da stimulirati tiste, ki imajo pogoje, torej večji ali manjši del zemljišč, da lahko povečajo to proizvodno. In dodatna stvar, ki je pomembna, tudi mnogi ljudje, ki bodo zdaj izgubili službo. Enormno bo verjetno, če bo šlo po tej poti, kot v naši soseščini, na 10 000 ljudi izgubilo službo, zdaj za nek čas, bilo pomembno, da bi čim več tistih, ki prihajajo iz takih okolij, kjer bi se lahko ukvarjali tudi s predelavo hrane, z transportiranjem do šol, vrtcev, bolnic in tako naprej, bi lahko ti ljudje dobili povsem spodobne službe in zagotavljali sebi prihodek, preživetje in razbremenjevali državo, ki pač zdaj išče rešitve za trajce. Smem, gospod predsednik, še eno vprašanje me zanima. Namreč glede samooskrbe s hrano vemo, da je Slovenija zelo uboga. Kako zainteresirati ljudi za večji razmah prašičereje? To je zanimivo. Ne? Mi imamo izjemno nizko samopreskrbo s prašiči, v tem trenutku pa problem prašičjega mesa, torej prodaje. To pomeni, da je, prostite, anarhija, kjer tisti, ki bi morali te vzvode imeti v rokah, jih očitno ne uspejo dobiti v svoje roke ali pa imajo ponesrečen pristop. Mnogi od vas poznate velikega rejca prašičev v Avstriji, Štefana Domeja, enega največjih na avstrijskem Koroškem. Pred mesecem dni sem snemal pri njem. Presenečeni, ko smo se pri njem dobivali v različnih skupinah, kako je mogoče, da nekaj kilometrov čez slovensko-avstrijsko mejo vrhunsko deluje ta reja prašičev na velikem obsegu vsaka leta, rahlo niha, ampak praviloma uspešno, profitabilno deluje. V istem času se je pa reja prašičev v Sloveniji izjemno zmanjšala,
doživljali smo krize in dogaja se celo to, kot recimo v tem trenutku, da kljub majhnemu deležu samooskrbe s prašičev ne da prodati po normalni ceni. Kaj to pomeni? Da preprosto država mora teh vzvodov, o katerih govori tudi v teh zakonih, o omejitvi uvoza v času, dokler nečesa ni možno domačega porabiti, oziroma vzpostavitvi nekih normalnih cenovnih razmerij, vlada mora in te morajo dati s pestjo po mizi. Sicer se bo zgodilo kaj? Kot se dogaja sedaj, da pač zelo uspešno živijo firme, ki hodijo v sosednjo Italijo in ob koncu delovnega dne pobirajo hrano na tržnicah, ki je še vedno kakovostna, dobijajo za 30 do 40% vrednosti, ki jo ponudijo v slovenskem prostoru, posebej v javnih zavodih, in tem seveda ne more nihče konkurirati. Tu so vzvodi, ki jih država mora uporabiti, ki jih v tem trenutku ne uporablja, uporabljajo jih pa vse naše sosednje države, posebej severne in zahodne, in so zato tudi mnogo uspešnejši na tem področju od Slovenije. Je še kakšno vprašanje? Bi če kdo kaj dodal od kolegov? Sicer pa vsem zahvaljujem za udeležbo na tej videokonferenci, bi tudi napovedal, da bomo verjetno v naslednjem obdobju pač nadaljevali s tem načinom. Vas bi tudi povabil, ker če ne bomo mi povabljeni na kakšne medije, da bi soočili svoje poglede, bomo mi povabili predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, za gospodarstvo, pa tudi šolstvo in druge, ki so vključeni v to, ko gre za oskrbo hrano javnih zavodov, in bomo naredili soočenje izrazito, poudarjam, z ambicijo iskati konstruktivno čim boljše rešitve. Torej, še enkrat zaključujem, mi smo izjemno veseli, da je ta vlada odločno vzela stvari v roke in da vidimo, da sprejema ukrepe, ki tudi primerljivo s drugimi državami so dobri, so pozitivni in so učinkoviti. Želimo pa, da tudi na tem področju, kjer se sami čutimo najbolj kompetentni, da lahko prispevamo dobre predloge, kot je samooskrba s hrano, ohranjanje obdelanega in poseljenega slovenskega podeželja in status kmeta, da tudi na tem področju čim prej prišli do čim bolj optimalne zakonodaje v dobro vseh. Hvala lepa vsem še enkrat za udeležbo in se vidimo ob naslednjiku. Srečno. Nasvidenje.